Pozdravljeni ljubitelji turnega kolesarjenja in pa narave. Dobrodošli na mojem kanalu. Danes sem se pa odpravil proti Karavankam. Štartal sem z vasice Rodine. Tam v tej vasici je eno krasno parkirišče, res čudovito in moram reči zelo pohvalno in celo zastonj, čeprav smo na Gorenjskem. No, od Rodin sem se potem odpravil proti Mostam in proti akumulacijskemu jezeru Završnica, ki sem ga ravnokar zapustil. Od Rodin je nekje asfaltna cesta v dolžini 7 km, potem pa pridemo na makadamsko cesto in se pač začne tak vzpon. Zelo prijetno sicer, vreme naj bi bilo danes v redu, na vrhu pa naj bi bilo nekje 5 stopinj. Moja prva točka, moja prva postojanka pa bo dom ob izviru Završnice na višini 1425 metrov. Potem sem pa odpravil naprej proti domu na Zelnici, bo današnja najvišja točka. No, potem se bom pa spustil proti Ljubelju in odvisno od situacije bom videl, ali se bom kar takoj spustil proti Tržiču ali pa bom še kaj tam okolici odkrival. Seveda bo tudi današnja pot krožna pot. No, trenutno se pa zdaj od akumulacijskega jezera vzpenjam in se vse skozi nekako vozim ob potoku Završnica. Vabim vas, da si video ogledate, ker nas čaka zelo pester dan in seveda, kot že ničkolikokrat, tudi seveda vrhunski razgledi. Upam, da zgoraj ne bo oblačno, tako da potem bo res ena taka lepa jesenska kulisa. No, tukaj se nam pa odpira prvi tak lep razgled. Super je, čudovite barve, jesenske. Sem pa do zdaj prevozil 11 km, nahajam se pa na višini 905 metrov. No, tukaj se pa cesta kar precej poslabša. Sem pa na višini 1100 metrov in tle je pa zdaj res kar močan vzpon. Vam pa povem, da je to bil pa en hujših vzponov. Tam od nekje od višine 1100 metrov naprej, zdaj sem na višini 1360 metrov, je pa res vzpon. Strm in ne samo strm, sam šoder, tako da to pa je bilo naporno. Tako da sem par metrov šel celo peš. Se pa zdaj bližam moji prvi postojanki. To pa je dom pri izviru Završnice. In tukaj so pa taki čudoviti razgledi. Malo je mrzlo, ampak okej.
Wow. Tukaj pa celo beton. Evo, tukaj pa smo gledali dom pri izviru z vršnice. Wow. Kakšni razgledi. Tule bom pa en lep razgled vam bom pokazal. Wow. Jezero Bled. Zdaj takoj od doma, pri izviru se pa začne takšna pot in tu je pa treba iti seveda peš. Ampak po moje to ne bo trajalo dolgo časa, sem mal. In se bo pa začelo, sem pa na višini 1450 metrov, tako da me čaka še slabih 100 metrov do doma na zelenici. In zdaj se pa začne taka pot, tukaj se da pa že voziti. Moram zdaj nekaj še popraviti, ker sem prej na začetku rekel, da sem štartal iz Rudin. Sem tukaj srečal domačine in sploh niso vedeli, kaj govorim. Ne razumejo tega, ker se ne rečejo Rudine, ampak Rodne. Je pa tukaj kar ni sonca, je kar mrzlo, po moje kakšne 3-4 stopinje. No, zdaj sem pa tukaj dosegel verjetno svojo najvišjo točko danes, 1559 metrov. Zdaj se tukaj bom dol spustil do doma na zelenici. Do zdaj sem pa naredil 15,7 km. Ja.
se pa že vidi Ljubelj. Moram pa reči, da tukaj spust je pa res nenormalno strm. Tako da treba paziti, sploh tam, kjer je pač šoder, ker vam hitro lahko spodnese kolo. Zdaj sem se pa pridružil na graničarsko pot, ki je namenjena tudi za kolesarje, tako da vas naj ne bo strah. Ta graničarska pot se pa v bistvu začne že pri domu na Zelenici, ampak sem se jaz pridružil šele kasneje, ker tam zgoraj je kar zahtevna. Pa tukaj tudi takšni odseki, kot da treba biti tukaj kar pazljiv, oziroma treba biti seveda peš. Moram pa reči, da je ta pot kar zahtevna, skoraj preveč, kot da mi je žal, da sem šel tukaj. Preveč je tudi poškodovana, kar nekaj skal je gor, tako da nima smisla. Wow. Pogled. On your
Hvala. Ja. Evo, zdaj sem pa prišel na Ljubelj. Nahajam se na višini 1070 metrov. Zdaj pa razmišljam, če bi naredil še en podvig, in sicer če bi šel na stari Ljubelj. Odločil sem se, da bom skočil še do starega mejnega prehoda Ljubelj. Imam nekaj časa in pa tudi še dovolj baterije. Sem bil kar priden, tako da se moramo spet zdaj na višino 1469 metrov, se pravi od Ljubelja še 300 metrov višinske razlike. Tudi tukaj se nam obeta kar nekaj razgledov, tako da bom izkoristil ta dan v celoti. Je pa ogromno ljudi danes, sobota je lep dan je, tako da za moj okus kar malo preveč. Še slabih 100 metrov višinskih do vrha. Pa mi je tudi to uspelo. Tukaj vidimo kočo na Ljubelju. Evo, zdaj bomo pa pristopili v Avstrijo. Še pogled v Avstrijo. Je kar naporen vzpon, ni predahov vmes, ampak je pa pač cesta je pa zelo lepa in se da. No, zdaj pa spust proti iz starega Ljubelja proti Ljubelju.
Sem pa prišel nazaj na mejni prehod Ljubelj. Zdaj sem pa z glavne ceste zavil na eno tako makadamsko cesto. No, zdaj sem pa prišel v Podljubelj, tako da v bistvu se vam ni treba voziti po glavni cesti, ampak do Podljubelja po makadamski cesti, od tukaj naprej pa po lokalni cesti. Zdaj pa se bom ves čas takole spuščal do Tržiča. Tržiča je pa kar, moram reči, kar precejšen vzpon po asfaltni cesti. Zdaj pa mislim, da bo to najvišja točka. Še en lep razgled tukaj. Ko človek misli, da je vsega hudega že za njim, pa ni ravno tako, ker tale vzpon je bil kar, moram reči, naporen. Tako da morate pot dobro načrtovati, zato da vam pač baterija ne poide. Tako da jaz sem danes veliko kolesaril tudi v eko varianti, tako da po vsej tej poti imam zdaj trenutno še 22%, kar je zelo v redu. Je pa zdaj vožnja zelo prijetna, taka krasna lokalna cesta, ni prometa, lepi razgledi in seveda tudi zdaj je tudi topleje, ne? Kar se mi zdi po moje kakšnih 10 stopinj toplej. No, zdaj vam moram pokazati še eno znamenitost tukaj po poti, tako da si gremo še to ogledati. Grad Kamen. No, takole moj krog se počasi zaključuje. Fantastičen dan, čudovit krog, moram reči, tudi naporen,
še posebej bi pa izpostavil vzpon od tam nekje 1100 metrov pa naprej do doma pri izviru Završnice, ker je zelo naporno, zelo strmo, ni za vsakega. Tudi potem tale pot od tega doma pa do doma na Zelenici je tudi na nekaterih mestih kar malo zahtevna, ampak nič v primerjavi s tem prej. Potem tudi spust od doma na Zelenici proti Ljubelju ni enostaven, moram reči. To je zelo velika strmina, šoder, potem pa še tisti del, ker sem šel na graničarsko pot. To je bila napaka, ker je v bistvu ta graničarska pot je dobesedno je razsuta, tako da tisto je bilo brez veze. Potem pa vzpon na Stari Ljubelj, pa spust, čudovita zadeva. In potem morate računati tudi na to, da vzponu še ni konec. Predvsem od Tržiča navzgor je še kar precejšen vzpon po asfaltni cesti, tako da morate imeti to tudi v mislih. Sicer pa sama tura, fantastični razgledi, jesenske barve, malo je bilo mrzlo ponekod, ampak ok, priporočam to vsakemu, da se preizkusi. Zdaj sem pa prišel na mojo središčno točko, v vasico Rodne. Zdaj pa res zaključek kroga na tem krasnem parkirišču. Poglejte, kako luštno parkirišče. Res, vsa čast, lepo urejeno. Izhodiščna točka tudi za te hribe, gore, karkoli. Tako da, evo, tudi zelo lep dan je bil danes, me je kar spremljal. Prosil bi vas, da stisnete kakšen všeček, to mi veliko pomeni, in se seveda naročite na moj kanal, ker vas to popolnoma nič ne stane. Tako da vas opozori ob moji naslednji avanturi. Lepo se imejte, pojdite v naravo, izkoristite še to čudovito vreme in te prečudovite jesenske kulise in se vidimo prihodnjič. Lep pozdrav!